Tokrat v občinskem informatorju. Pred odločanjem o centrumu novi zapleti. Šiško spet za zapahi. V Rušah prenavljajo mrliško vežico. V Mariboru odslej športne točke. Mariborski dan na obrtnem sejmu v Celju. Župan na obisku v domu starejših Tezno. Na Smolniku priredili že 18. Hubertov memorial. 42 maratonov v 42 dneh, tudi v Selnici ob Dravi. Državno prvenstvo na BMX progi v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Osrednja tema 39. redne seje Mariborskega mestnega sveta bo ponovno reševanje selitve Mariborske knjižnice. Po nekajmesečnem čakanju občina predlaga selitev knjižnice v nedokončano stavbo centruma v središču mesta. V tem tednu so se odzvali v Listi za pravičnost in razvoj, ki ne podpirajo predloga župana Andreja Fišterovca, da se knjižnica umesti v prostore centruma. Po njihovem je selitev v centrum predraga, izrazili pa so tudi pomisleke glede avtorskega soglasja izvorne arhitekturne rešitve za centrum. Problematika umeščanja Mariborske knjižnice v prostor se vleče že nekaj let, zato se je v preteklosti zamenjalo kar nekaj predvidenih lokacij. Zadnja predlagana lokacija je stavba Centrum, ki se nekaterim svetnikom zdi predraga. Na to so se odzvali tudi v LPR. Mestna svetnica, sicer aktualna poslanka in tudi kandidatka za županjo Lidija Divjak Mirnik, ki se v četrtek zaradi obveznosti v državnem zboru ne bo mogla udeležiti seje mestnega sveta, je na novinarski konferenci dejala, da ne podpira umestitve Mariborske knjižnice v prostore centruma. V centrumu knjižnica pač ne more biti zato, ker je enostavno predraga in zato, ker jo bomo plačali samo mi. Definitivno pa sem prepričana, da knjižnico na Rotuškem trgu lahko naredimo. K temu dodaja, da je o tem povprašala tudi bodočega ministra, ki bo potrjen v četrtek, ter da je dobila zagotovilo, da bo ena izmed njegovih prioritet tudi Mariborska knjižnica. V LPR pa so opozorili še na težave glede avtorskega soglasja izvorne arhitekturne rešitve. Jaz recimo imam pomisleke v četrtek debatirati in gledati neke slike, če avtorsko stvari sploh niso urejene. Na mariborski občini pa pojasnjujejo, da gre pri načrtih za idejno zasnovo, ki so jo naročili zaradi prostorske preverbe umestitve programu Mariborske knjižnice v nedokončani objekt centruma, ki je v tretji gradbeni fazi. Ta rešitev, ki je bila obravnavana, je idejna zasnova. Idejna zasnova, ki je samo preverjala možnost umestitve programov knjižnice v objekt. Torej, mi ne posegamo v nič, kar je njegovo avtorsko delo. Kar se arhitekta tiče, ni poškodovano avtorsko pravo. Ali bo kljub nekaterim pomislekom občina knjižnico selila v stavbo Centrum, pa bo jasno že na četrtkovi seji mestnega sveta, kjer bodo svetniki podprli ali zavrnili ponujeno lokacijo. Vodje samooklicane Štajerske varde so vnovič vzeli prostost. Predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija, Andrej Šiško, je osumljen kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve v zvezi s kaznivim dejanjem oboroženega upora. Dan pred vnovičnim odvzemom prostosti pa je pri spomeniku generala Maistra javno spregovoril o dogajanju in dejstvih Štajerske varde. Tam je bila tudi naša ekipa. Po ugotovitvah kriminalistov je iz objav zborovanja Štajerske varde na začetku meseca v bližini Apač razvidno, da je Šiško pozival k strmoglavljenju najvišjih predstavnikov države. Jaz nobenega ne pozivam k nekem nasilnemu delovanju, ne ščuvam, ne delam stvari, ki so mi jih učitali, ampak se samo strogo držim Ustave Republike Slovenije, ljudi pa lahko pozivam k temu, da se zbudijo iz tega svojega spanja, da se zavedajo, da so oni izvirni suveren in da ne prepustijo ljudem, ki jih je izvolila peščica. Peščica je izvolila sedanjega predsednika vlade, 6% voljivca. Šiško je ustanovil Štajersko vardo, saj je prepričan, da nas vojska in policija nista sposobni braniti. Imamo vojsko, ki ima že nekaj let zapovrstjo uradno oceno nezadostno. Drži? Poznate te ocene? Drži? No torej, vojska je nezadostna, nekdo, ki ima nezadostno oceno, nas ne more braniti, konc zgodbe, smo zaključili. Ne rabimo več. Kaj so naredili v teh letih za to, tisti, ki so plačani z vrhovnim poveljnikom, z predsednikom,
Republike Slovenije Borutom Pahorjem na čelu, kaj so naredili? Nič. Vsako leto samo ponavljajo, spet je ocena nezadostna. Mi pa to plačujemo. Kdo jih plačuje? Državljani in državljanke Republike Slovenije. Smo mi dolžni to plačevati? Nesposobnost. Nismo. No, dalje, kaj še vas moti? Policija. Policija sama govori o tem, da je pri nas preobremenjena, da so na meji tisti, ki so na meji, preobremenjeni. A to se pravi, mi zdaj ne to policijo izčrpamo do konca. Prav tako je prepričan, da je na zadnjih predsedniških volitvah bil diskriminatorno obravnavan in zato prejel tako nizek odstotek glasov. Pri tem je pa treba povedati, da sem jaz bil lahko samo na soočenih in predstavitev, sem lahko samo na TV Slovenija, ne? Na Pop TV so mi fizično preprečili vstop, na Planetu nisem mogel, nikamor nisem mogel, tudi na Nova 24 TV nisem mogel. Ne? Kaj to pomeni? Ali so to poštene volitve, ali so to pravične volitve, ali so to svobodne volitve bile, ali so to bile diskriminatorne volitve? Šiško je pred novinarje stopil le dan zatem, ko ga je preiskovalni sodnik po nekajurnem zaslišanju izpustil na prostost. Kljub vsemu je zunanji obravnavni senat še imel možnost, da odločitev preiskovalnega sodnika prekliče. Jaz bom zagotovo ostal na prostosti, sedeti pravim, ne morejo v bistvu mene obsoditi za nekaj, česar ni bilo. Nemogoče me obsoditi, sploh ni možno. Kljub trdnemu prepričanju o nedolžnosti je zunanji obravnavni senat danes zjutraj prisluhnil tožilstvu in zaradi ponovitvene nevarnosti Šiška zopet poslal za zapahe. Šiško se lahko zoper ta sklep pritoži še na višje sodišče. Nadaljujemo pa v Rušah. Potem, ko so na tamkajšnjem pokopališču zaključili s prvo fazo prenove pokopališča, zdaj prenavljajo še Mrliško vežico. Dela bodo zaključena predvidoma 1. novembra. Potem, ko so v Rušah dokončali prvo fazo obnove pokopališča, v kateri so uredili drevesni nasad in grmovnice, komunalno in urbano infrastrukturo, je zdaj v teku faza, v kateri nadaljujejo z deli prenove Mrliške vežice. Kot notranjosti z vso opremo, stavbnega pohištva in zunanjosti ter neposrednega platoja. Ob tem dodaja, da gre za celovito sanacijo Mrliške vežice od zunanjosti do notranjosti. Za obnovo pa bodo prilagodili tudi dostop, ki bo prijaznejši predvsem za starejše ljudi. To se pravi, da bojo klančine, nekih tektonskih ovir ne bo, tudi sanitariji, ki jih zdaj nismo imeli za splošne uporabnike pokopališča, bojo urejeni. Pa seveda najbolj občutljivi so žalujoči, ki bodo imeli intimne prostore, to se pravi svoje sanitarije, svoje čajne kuhne, da bodo lahko pač normalno funkcionirali v tistih težkih trenutkih. Kar se tiče prostorske razporeditve, ostaja enako? Ne, tudi notranjost, kot vidite, če boste malo pogledali, se spreminja. To se pravi, da bojo tudi vhodi v sam objekt malenkost spremenjeni, da bojo tudi bolj intimni, tudi za sanitarje. V bistvu so do sedaj si prišel na žalno ploščad sanitarjev, zdaj bo to malo bolj intimno vse skupaj. V 3. in 4. fazi pa jih čakajo še ureditev žalne ploščadi pred Mrliško vežico, ureditev poti in javna razsvetljava. Dela pa bodo zaključena predvidoma do konca oktobra oziroma 1. novembra. Mariborski župan Andrej Fištravec je na trgu Leona Štuklja s podporo 2 domačih vrhunskih športnikov, smučarja prostega sloga Filipa Flisarja in reli motorista Simona Marčiča, otvoril 14. aktivacijsko točko. Ta zajema poligon z navodili, kako se razgibati. 3, 2, 1, start! Aktivacijska točka 14 na trgu Leona Štuklja pa je le ena izmed mnogih, ki Mariborčane in Mariborčanke nagovarja k gibanju. Gre za kondicijo, gre za zdrav stil življenja in več ljudi, ko se s tem ukvarja, lažje je narediti 3 sklece. Vzpostavitev aktivacijskih točk je bila za Maribor nujna. Mislim, da šport je en veliki del našega mesta, lahko bi bil še večji in jasno, da je tudi moj interes, da glede na to, da sem sam vrhunski športnik, da tudi druge ljudi malo probam spodbuditi k temu, da se rekreirajo, da nekaj naredijo za sebe, ker pogoje imamo dobre, imamo Pohorje, imamo ne vem kaj vse in to je treba izkoristiti. Kulturo in ponudbo mesta pa kreiramo vsi in ne zgolj občina. Vse gre z roko v roki, več ko bo interesa samih občanov pa ljudi, pol se bo občina tudi malo bolj zmigala in hitreje kaj naredila. Tako da brez interesa pa tudi na občini ne bodo nič naredili.
Nad aktivacijskimi točkami je navdušen tudi reli motorist Simon Marčič, ki je že nekaj let edini slovenski predstavnik na slovitem reliju Dakar. Ja, super se mi to zdi, da se spodbuja gibanje, da se spodbuja športno. Mislim, da imamo zelo dobre športnike, pa tudi dosti potencijala za razvoj športa, tako da to je definitivno dobrodošlo. No. Sem vesel. Aktivacijske točke so dobrodošle predvsem pri mladih, ki jih je moderna tehnologija priklenila za 4 stene domačega doma. V sklopu projekta smo si zadali tudi cilj aktivirati število športno neaktivnih občanov, jih spodbuditi k aktivni športni vadbi in pa seveda povečati obisk športnih objektov in pa naravnih dobrin, ki jih imamo v okolici našega mesta, Piramida, Kalvarija, Pekerska gorca in seveda Mariborsko Pohorje. Tako da v naslednjem obdobju 10 dni smo postavili 14 aktivacijskih točk, talnih nalepk po mariborskem mestnem jedru, s katerimi želimo spodbuditi občane k aktivnemu preživljanju prostega časa, se pravi, da se na teh točkah aktivirajo in potem udeležijo teh športnih objektov v okolici. Aktivacijskih točk v centru mesta je torej kar 14, kar pomeni, da lahko med drugim pred Ticem skačete ristanc in pred modno hišo smeti v koš mečete v stilu domače košarkarske reprezentance. V okviru 51. Mednarodnega obrtnega sejma 2018 v Celju se je zgodil Mariborski dan. Območno obrtna podjetniška zbornica Maribor je namreč pripravila novinarsko konferenco na temo Kaj storiti, da omilimo težave slovenskih podjetij s pomanjkanjem delavcev. Tematika je pravzaprav aktualna že precej let, še posebej na vzhodnem delu Slovenije. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor za izboljšanje stanja na trgu dela razvija nov izobraževalni program, ki bo omogočal pridobivanje znanj in bo temeljil predvsem na praksi, pri čemer bo zbornica stremela k tesnemu sodelovanju med podjetji in izobraževalnimi ustanovami. To smo si na nek način zamislili na način, da skupaj z izobraževalno institucijo Akademija ustanovimo izobraževalni program, s katerim bomo lahko na nek način zelo hitro iz tujine pripeljali svež kader, ki se ga bo dalo relativno hitro, bom temu rekel, uporabiti v slovenskem gospodarstvu ali pa v podravskem gospodarstvu kot pilotnem projektu. Program je namenjen predvsem temu, da bo svež kader takoj pripravljen aktivno sodelovati v gospodarski družbi. Dejansko gre za model dualnega izobraževanja, ki je zelo dobro že vpet v Nemčiji in pa v Avstriji in želimo pač v dobro prakso sedaj z tem mednarodnim programom in pa v sodelovanju z območno obrtno zbornico Maribor pripeljati tudi v Maribor oziroma v regijo. Da primanjkuje kadra s praktičnim znanjem, je kriv predvsem šolski sistem. Se zaradi odprtosti šolskega sistema in gimnazij in visokošolskega prostora pač vsak želi vpisati na to, kar sam smatra, da je najboljši program in posledično se ljudje manj odločajo za poklicno izobraževanje, kar se pa je zdaj skozi čas pokazalo tudi za mogoče napačno odločitev. Tudi tisti, ki so se odločili za poklicno izobraževanje, nimajo dobrih pogojev za pridobivanje praktičnih znanj. So njihova strojna oprema in vsa oprema, ki jo posedujejo, je praktično tako stara, da ni več v stiku z trenutno tehnologijo, ki jo pa podjetja imamo in na kateri tehnologiji je potrebno delati. Zato so se v podjetju Orodjarstvo Gorjak odločili, da praktično usposabljanje kadra opravijo kar sami. V našem primeru je toliko lažje, zaradi tega, ker imamo že vseeno toliko število zaposlenih in toliko strojne opreme, da si lahko nekaj takega privoščimo, medtem ko nek obrtnik, ki ima par zaposlenih, si kaj takega ne more privoščiti in je to sigurno v domeni šolstva, da mora poskrbeti za to, da pride ustrezno izobražen kader iz šole. Problematike se zavedajo tudi na mariborski občini. Ja, mi smo pred 3 leti začeli z kariernim sejmom, tako da karierni sejem kaže, kaj potrebuje industrija. Torej industrija, ki je prisotna, pove, kaj potrebuje, tako da se osnovnošolci lažje orientirajo. Župan Fištravec je prav tako izjemno navdušen nad projektom območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in dodaja, da ima občina v prostorskih načrtih kar nekaj rezervacij za industrijske obrate, ki bi lahko obogatili lokalno gospodarstvo. Prejšnji teden je mariborski župan Andrej Fištravec obiskal dom starejših občanov Tezno. Obisk je bil delovne narave, saj so se pogovarjali o razvojnih možnostih doma. Prebivalstvo v mestni občini Maribor se stara, kar kažejo tudi številke domov za ostarele. V domu starostnikov Tezno namreč biva 222 starostnikov, že danes pa bi jih lahko sprejeli vsaj 40 več. V mestu imamo več domov, prav je, da smo seznanjeni, kaj se dogaja, razen tega je mestna občina tudi delni solastnik.
Mi smo se pogovarjali o razvojnih priložnostih doma. V domu ostarelih Tezno je sicer kar 98% prebivalcev mestne občine Maribor. Mi smo hiša, ki se dosti ukvarja z kvaliteto storitev in seveda tudi z standardom bivanja, ker vsa leta vlagamo v hišo in v naše znanje. In nekaj stvari tukaj skupnih za mestno občino, ker oni so pred 16 leti, ko se je hiša zidala, vložili, torej njihov vložek je bila zemlja, zemljišče torej, in zdaj bi bilo potrebno počasi to lastništvo med državo in med mestno občino urediti. Po letu 2020 računajo na obnovo prve in tretje etaže in s tem pridobiti dodatne še kako potrebne kapacitete. V letošnjem letu je v občini v načrtu še nekaj projektov, v okviru katerih bodo poskrbeli za starostnike. Institucionalna skrb, saj je veliko ljudi doma potrebnih skrbi, kar je velik izziv za občino. Zadeva pa se zaplete na državni ravni, sploh zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi celovito uredil področje skrbi za starejše. Tako da je želja povečati storitve ob enaki količini denarja je zelo težko. Nekaj malega se to da storiti, ampak v osnovi je treba potem več denarja tudi izdvojiti za to dejavnost. Fištrvec sicer optimistično zre v prihodnost, saj računa tudi na pomoč 5 poslancev iz Maribora, ki se v državnem zboru zavzemajo za mesto. Prostovoljni gasilci pa so na Smolniku obeležili že 18. tradicionalni memorial Huberta Ketiša. Pripravili so tekmovanje, na katerem je sodelovalo 7 ekip prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ruše. Po tradiciji so se tudi letos na Smolniku poklonili spominu na Huberta Ketiša. Izvajali so 2 standardni disciplini, vaja z motorno brezgalno in met vrvice. Tovrstne vaje so gasilcem v pomoč, da lahko v prostem času izpopolnijo svoje veščine in se tako pripravijo na morebitna urgentna stanja. Gasilcem je sovaščan Hubert Ketiš ostal v dobrem spominu. Bil je neke vrste vzornik pri našem delu, vedno je rad pomagal, karkoli smo ga prosili. Čeprav je bil že v poznih letih, je vedno tudi pomagal pri obnovi gasilskega doma, bil je aktiven, prav tako kot ostala njegova družina. Ketiš je v več kot 50 trajajoči gasilski karieri opravljal številne pomembne in častne funkcije. Ker pa je bil vse do smrti podpredsednik domačega društva, spomin nanj ohranjajo vsako leto. Tekač Bogomir Dolenc je že letos začel s projektom v 42 dneh preteči 42 maratonov. Cilj projekta je zbrati denarna sredstva za ustanovo Mali Vitez. V Selnici ob Dravi je pretekel že 18. maraton. Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh je največji tovrstni projekt v letu 2018 v Sloveniji. Do sedaj je tekač Bogomir Dolenc pretekel že 18. Občutki so tako kot vedno fenomenalne, vedno gradimo novo zgodbo v novem kraju, vsak kraj ima svojo zgodbo, ker se priključujejo različne strukture ljudi k teku. Predvsem pa me veseli, da se veliko otrok, mladine pridružuje, pridejo korake delati, pridejo delati gibanje za Male Viteze in to ta zmaga ali pa ta cilj projekta, s katerega smo hoteli narediti v tem projektu. Ideja je bila narediti takšen projekt, da bo odmeval po Sloveniji in s tem nekomu pomagati, kar Dolencu uspeva. Cilj projekta je sicer tudi vključevati mlade, da se rekreirajo in se mu na maratonih tudi pridružijo. Po 17 dnevih še ni utrujenosti, mišice so še, bom rekel, po domače mehke, so določene težavice, ki sproti rešujemo z ekipo, ampak to je bilo pričakovano, tako da danes sem še na 100% fizične in pa psihološke moči in gremo v nov dogodek. K projektu so pristopili tudi na občini Selnica ob Dravi. Ko sem prebral, bom rekel, tudi ozadje tega projekta, če ga lahko tako imenujem, se mi zdi, nihče od nas ni imun na bolezni, nihče od nas ne sme te zadeve spregledati in kolikor lahko pomagamo z drobtinico ali pa z najmanjšim finančnimi sredstvi, jaz mislim, da se moramo vsi tega zavedati in tudi biti vsi pripravljeni, da to tudi pomagamo, seveda tudi podpremo. Zbiranje sredstev s tekom na maratonih je dobrodelna gesta, ki bo najbolj pomagala tistim, ki si sami ne morejo. Pravzaprav to je za vse Male Viteze, ker v Sloveniji nas je okrog 1000.
nekje približno tukaj. In pač eni se pač borijo z raznimi vrstami bolezni, ki so pač jih prestali v otroštvu. Tekli so tako otroci kot odrasli, vsi z enakim namenom pomagati. Da je to pač zelo fajn, zato ker se pač tudi rekreiraš, pa pač tudi pomagaš ljudem, ki so preboleli raka v otroštvu. To je zelo spodbudno in je potreba pomagati. Na vseh, če se le da, je treba malo pomagati in vsak prispeva malo, pa bo lažje. Da je svet bo lepše. No, dejansko nas je vse spravil v eno gibanje, združil moči. Dejansko eno pobudo je dal vsem nam, da dajmo nekaj narediti za dober namen in tukaj smo, evo, delamo. Bogomir bo za male viteze tekel na vseh tekaških prireditvah do začetka oktobra. Minulo soboto se je na mariborski BMX progi odvijalo državno prvenstvo v dirkanju s kolesi BMX. Državno prvenstvo je bilo odprtega tipa, zato je privabilo tudi tekmovalce iz Avstrije in Madžarske, katerih rezultati pa za domače državno prvenstvo seveda niso šteli. Dobili smo torej nove državne prvake v dirkanju z BMX kolesi, med katerimi je bilo tudi nekaj takšnih, ki so uspeli ubraniti naslov iz lanskega leta. Državnega prvenstva se je udeležilo kar 70 kolesarjev, kar kaže na to, da BMX kolesarstvo ne velja več za nek eksotičen šport. Sicer pa je BMX kolesarstvo od leta 2008 tudi olimpijski šport, zato je udeležba na državnem tekmovanju prvi korak k zastavljenim ciljem. Za nek rezultat za prihodnje treninge, za udeležitev na večjih tekmovanjih. Imam zelo visoke cilje, želim si postati tudi olimpijski prvak, svetovni in različne take uspehe. Veliko ljudi niti ne ve, da mariborska BMX proga velja za prvo v takratni Jugoslaviji in je še danes zraven ljubljanske edina v državah nekdanje skupne države. Progo smo začeli delati, mislim, da leta 86 in je bila že 87. prva tekma na tej progi. V Mariboru se torej za prihodnost BMX kolesarstva ni potrebno bati. Smo že kar nekaj časa na sceni, tudi rezultate imajo fanti zelo dobre. Več sponzorov dobimo, tudi starši nam ogromno pomagajo. Dalje je že lažje, urejati, zaševati progo. Državni prvaki so tako postali Jošt Ložar iz KD Ride v kategoriji do 8 let, Miha Čeh iz BSX Racing tima Maribor v kategoriji do 10 let, Tim Rovtar iz KK Črn Trn do 12 let, Tim Bratuša iz KD Ride do 14 let, Staš Lukič iz BSX Racing tima Maribor do 16 let, Tilen Frank iz BSX tima Maribor v kategoriji nad 17 let in Jernej Gruber prav tako iz BSX Racing tima Maribor v kategoriji Cruiser. Poglejmo, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta petek, 14. septembra, bo od 11. ure naprej v Rogozi potekala otvoritev sodobno opremljene športne arene. Skozi ves dan bodo pripravili bogat animacijski, športni in zabavni program, zvečer pa bodo otvoritev obelodanili s koncertom z ansambla Modrijani. Ta petek, 14. septembra, pa bo znana ruška slikarka Kaja Lukač otvorila razstavo v mariborskem hotelu City. Otvoritev bo ob 19. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletu na bktv.si in na Facebook strani BKTV kanala. Nasvidenje.